Akt o določitvi prispevka za zagotavljanje podpor pri proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov proizvodnje ta prispevek dviguje v povprečju kar za 316,6%, kar pomeni hudo obremenitev za energetsko intenzivna podjetja v kemijski in papirniški industriji ter jeklarnah. Vse skupaj pa bo tale prispevek po tem členu znašal okoli 540 000 evrov, kar pomeni, da bo praktično skoraj 10% celotnega stroška energije predstavljal samo prispevek za obnovljive vire. Zato je GZS Vlado Republike Slovenije pozvala, da svojo odločitev revidira in tako prepreči dvig prispevka. Mislimo, da v obdobju recesije, visokih obrestnih mer, upadanja naročil, tak ukrep neposredno škoduje slovenskemu gospodarstvu. Dejanske razmere v kovinski, elektronski in elektroindustriji ter industriji kovinskih materialov in livarn so predstavniki gospodarske zbornice in nekaterih podjetij predstavili na novinarski konferenci neposredno pred protestnim shodom s KEI. Postajamo nekonkurenčni in verjetno so potem indici ali pa ideje, da se proizvodnja seli iz Slovenije toliko bolj tema sestankov in strateških planov, ki jih imamo za naslednje leto. Tako vlado kot sindikate je Gospodarska zbornica Slovenije pozvala, da skupaj v okviru ekonomsko-socialnega sveta pripravimo take predloge, ki bodo pustili gospodarstvu dihati, se pravi, da bo lahko normalen razvoj in istočasno, da bomo zagotovili tudi delovna mesta. GZS Služba za varstvo okolja je v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje organizirala predstavitev novih predpisov z področja varstva okolja, na kateri so predstavili osnutek uredbe in operativnega programa ravnanja s komunalnimi odpadki ter predvidene spremembe in dopolnitve uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih. Hkrati pa tudi to, kar smo delali tudi že doslej v sodelovanju z Gospodarsko zbornico, vidimo tudi, kje so te stične točke, kjer pride ob javni gospodarski službi, ki jo izvajajo komunale, tudi polje gospodarske pobude. Sekcija za pekarstvo, ki deluje v okviru GZS, Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij, je prispele vzorce za zlata priznanja najboljšim pekovskim izdelkom ocenjevala 17. januarja. 4-članska komisija je glede na lastnosti zunanjega videza izdelkov, kakovosti sredice in skorje, vonj in okus ocenila 63 različnih pekovskih izdelkov iz 19 različnih pekarskih podjetij. Pozivam vse, ki boste zasledili nagrade in priznanja za kruhe naših pekarn v medijih, da te kruhe tudi preizkusite in jih seveda tudi z veseljem kupujete. Pogovor z nekaterimi najuspešnejšimi slovenskimi podjetniki ter strokovnjaki z področja trženja, poslovne organizacije in kadrov z naslovom Nove uspešne zgodbe, novi marketing, novi pristopi sta pripravila GZS Zbornica poslovno-storitvenih dejavnosti in EFI Slovenija. Predstavniki podjetij Paradise, Luma Rige in Riko ter 2 obetajočih mladih start-up projektov so spregovorili o tem, kako je mogoče uspeti z drugačno miselnostjo in inovativnostjo v poslovanju. Zato se pri nas trudijo imeti korektno odnos z vsemi podizvajalci in zaposlenimi, imeti nek stalen, dolgoročen odnos, nekateri so z nami tudi po 10 let, saj menimo, da lahko samo na ta način na koncu zagotovimo visoko kakovost naših hiš. Center za mednarodno poslovanje GZS je pred odhodom slovenske gospodarske delegacije v Indijo organiziral pripravljalni sestanek, na katerem so bile predstavljene tudi aktualne poslovne priložnosti za gospodarsko sodelovanje med državama. Gospodarska zbornica Slovenije v letošnjem letu načrtuje formiranje skupine za Indijo, ki jo bodo sestavljala slovenska podjetja, ki že imajo bogate izkušnje s poslovanjem na tem trgu. V okviru obiska, ki je potekal konec meseca, je Gospodarska zbornica Slovenije podpisala memorandum o sodelovanju s Konfederacijo indijske industrije, podjetji Elektrika in Kolektor Group pa sta s svojimi indijskimi partnerji podpisali pismi o nameri o ustanovitvi lokalnega podjetja s skupnim vlaganjem.
Poslovni zajtrk je bil tokrat namenjen izmenjavi informacij in poslovnih izkušenj med podjetji, ki že poslujejo ali pa želijo poslovati z deželo vzhajajočega sonca. Pot na Japonsko je nekaterim slovenskim podjetjem že pred leti odprl projekt EU Gateway to Japan, pri katerem je kot nacionalni koordinator sodelovala tudi Gospodarska zbornica Slovenije, naša podjetja pa danes na Japonsko izvažajo tako pručke kot produkte oziroma storitve visoke tehnologije. Možnosti so ogromne, zato ker je to eden izmed največjih trgov na svetu. Tako da za visokotehnološke produkte in storitve je to kar dober trg. 24. januarja pa je na Gospodarski zbornici potekalo že tradicionalno srečanje gospodarstva z veleposlaniki in ekonomskimi svetniki, akreditiranimi za Slovenijo. We need to try harder, to increase our trade relations and also investment relations. Predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije so se s sodelavci Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v januarju sešli dvakrat. Na srečanjih so razpravljali o reformi trga dela ter spremembah zakona o avtorskih in sorodnih pravicah, predstavniki MGRT pa so predstavili svoje poglede glede novele obrtnega zakona. Obravnavali so tudi predloge ukrepov za spremembe na področju viznega režima. Da smo na dobri poti, da dobimo v zelo kratkem času konkretne rešitve na mizo. Ne pozabimo, da v te ukrepe ni vpeto samo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ampak tudi številna druga ministrstva. Po vrhu slovenskega gospodarstva je GZS v okviru agende 46+ in zunaj nje konec lanskega in v začetku letošnjega leta intenzivno odprla številne teme, s katerimi želi izboljšati razmere v slovenskem gospodarstvu in pozvala pristojne ustanove, da čim prej potrdijo predloge, ki imajo le en cilj, hitrejši izhod Slovenije iz krize. Vsekakor si pa močno želimo, da ne glede na to, kako se bo sedanja politična kriza izšla, da to, kar smo postavili kot ključne prioritete na področju zakonodaje, podzakonskih aktov, da bo to ostalo kot izziv za realizacijo vsaki vladi, ki bo delovala naprej. Še vedno pa vas vabimo, da nam svoje predloge ukrepov za spodbujanje gospodarstva posredujete preko elektronske pošte oziroma zbornične spletne strani.